lepa za to čudovito uverturo. Prosim, aplavz. Ne vem, če sem že kdaj imela tako spremljavo, sicer pa, drage dame, cenjeni gospodje, visoki gostje, seveda tudi inovatorji in inovatorke, dobrodošli že na 19. slavnostni podelitvi najvišjih nacionalnih priznanj za inovativne dosežke slovenskim podjetjem in organizacijam, ki jo bosta letos zaznamovala sodelovanje in timski duh. Prepričana sem, da bo tudi ta prireditev s tem nabojem, s tem značajem tudi potekala, da bo v znamenju sodelovanja in tudi v vseh realnostih, ki jih v zadnjih letih doživljamo. Zato dovolite, da pozdravim tudi mojega sodelavca in prijatelja. Nik, živjo! Živjo, Petra, se slišimo? Slišimo se zelo dobro. Si z nami, si v kakšni drugi virtualni resničnosti? Jaz sem povsod. Ker je današnja prireditev posvečena inovacijam v novi realnosti, se tudi sam s pomočjo tehnologije oglašam iz nove realnosti. Trenutni čas nas bolj kot kdajkoli sili v iskanje novih povezav in novih rešitev. Več kot ponosni smo lahko na ogromno število posameznikov in ekip, ki so zaradi svojih dosežkov doma in v tujini postali ambasadorji naše države. In čas je, da te dosežke nocoj postavimo pod žaromete. Prepričana sem o to, zato cenjene dame in spoštovani gospodje, predno spoznamo letošnje inovacije in ekipe, ki stojijo za njimi, na oder vabim slavnostnega govorca, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospoda Zdravka Počivalška. Dobrodošli med nami. Dobro, bomo brez lučke. Dragi gostje, danes ste tukaj, verjetno vsi strinjamo, da bo Slovenija tako močna, kolikor je gospodarsko močno. Se pravi, kolikor je močno slovensko gospodarstvo. Za večjo konkurenčnost naše države moramo skrbeti prav vsi. Razvoj in višja dodana vrednost pa cveti prav z inovacijami. Za našo državo je zato bistven prehod iz komercializacije mišic, komercializacijo možganov. In vi, dragi inovatorji, ste nosilci tega prehoda. Dejstvo pa je, da lahko samo partnerstvo politike in gospodarstva našo državo vodi naprej in jo od brezpredmetnih prepirov usmeri v ustvarjalno gradnjo uspešne prihodnosti. To je bilo v zadnjem letu in pol še toliko bolj pomembno, ko so bili časi zelo težki, to vemo vsi. Ali nam je sodelovanje uspelo? Zadnji podatki statističnega urada kažejo, da smo dosegli pot okrevanja, torej je odgovor da. Praktično smo že nadoknadili padec gospodarske rasti, brezposelnost pa je celo nižja kot pred epidemijo. To partnerstvo pa bo v prihodnjih letih še toliko bolj pomembno. Danes smo namreč v obdobju velikih izzivov in odgovornosti. Pred nami je čas, ko za akcijo in pa za transformacijo v predvsem bolj odporne sisteme. Zato smo na ministrstvu velik poudarek dali na obdobje investicij, ki so pred nami. Evropska sredstva bodo namreč usmerjena v najboljše projekte za zeleni in pa digitalni prehod, s tem bomo tudi nadaljevali modernizacijo Slovenije. To bo dvignilo našo produktivnost in letos računamo, da bo posebno leto tudi zato, ker predsedujemo svetu Evropske unije. In iz prve roke lahko povem, da nam evropski partnerji čestitajo za tako dobro izvedbo organizacijsko in pa tudi vsebinsko. Evropo vodimo v času velike preobrazbe in priprave na hud boj na globalnem trgu. In Slovenija bo v tem boju uspešna, če bomo znali postaviti na stran vse razlike, ki so med nami, naš pogled pa usmeriti v skupna izhodišča in skupne cilje. Ključno je zavedanje, da bomo uspešni, če bomo znali povezati vse naše možgane in mišice
in naročiti izvedbo naše ustvarjalnosti. Naš cilj mora biti jasen, odgovoren, družbeni in gospodarski razvoj. In če bomo to znali, bomo uspeli. Tako na evropski kot tudi na nacionalni ravni poteka razprava o tem, kako zgraditi uspešno prihodnost za naslednje generacije. Postavimo to razpravo v središče naše pozornosti. Uspešen prehod v naprednejše gospodarstvo lahko zagotovimo samo na krilih inovacij. To je ključni dejavnik uspeha podjetij in konkurenčnosti držav v današnjem globalnem svetu in tekmi, ki se zelo zaostruje. Inovativnost poganja razvoj in mi to imamo. To vidim tudi med številnimi obiski slovenskih podjetij in navdušen sem nad pametjo, ki jo premore naša dežela. V primerjavi z državami Evropske unije sicer spadamo med zmerne inovatorje, kar je položaj, ki ga moramo izboljšati. To pa lahko naredimo s pomočjo večje razširjenosti rabe informacijskih tehnologij pri nas, povezave med inovativnimi malimi in srednjimi velikimi podjetji ter izjemnega človeškega kapitala naše države. Zelo smo močni na področju ekoinvesticij, kjer hitro rastemo in prehitevamo evropsko povprečje. Vsekakor pa nas na tem področju čakajo številne naloge. Kam torej gremo? Pred kratkim smo sprejeli novo slovensko industrijsko strategijo, ki smo jo pripravili skupaj s predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije in drugimi deležniki. Med drugim strategija nastavlja cilje na področju inovacij v okviru pametne rasti. Tako načrtujemo, da bo Slovenija do leta 2030 povečala delež družbenega bruto produkta za rast in razvoj, dvignila inovacijski indeks na povprečje Evropske unije, povišala število raziskovalcev v poslovnem okolju, povečala delež inovacijsko aktivnih podjetij in podala več patentnih prijav slovenskih prijaviteljev pri Evropskem patentnem uradu. Razumemo, da podjetja potrebujejo podporo, da bodo lahko bolj inovativna. Zato smo tudi predvideli ukrepe tako v tej strategiji, kot tudi v načrtu za okrevanje in odpornost. V načrtu za okrevanje in odpornost smo inovacijskim področjem namenili kar 80 milijonov evrov. Tako bomo preko javnih razpisov podprli najboljše projekte slovenskih podjetij in to z multiplikativnimi učinki za celotno družbo. Za dvig razvoja naše države pa se bomo morali soočiti tudi izzivi, če jih omenim samo nekaj. Okrepiti si želimo izvajalsko agencijo Spirit, da bo lahko izdajala več razpisov in programov. Stalni izziv je tudi nenehno povezovanje vseh deležnikov v inovacijskem sistemu. Nujna pa je tudi krepitev povezav med raziskavami in inovacijami ter med akademskim svetom in podjetji. K temu moram dodati tudi sprejem novega zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti, ki upam, da bo po dolgih letih le ugledal luč sveta. Čakamo samo še na zadnjo točko politike v državnem zboru. Spoštovani, sodelovanje presega državne meje. Današnji dogodek, ki je posvečen inovacijam Slovenk in Slovencev po svetu, nam daje jasen signal, vzpostaviti moramo mrežo za ohranjevanje stikov. Mreženje in gospodarsko sodelovanje Slovenci v tujini ponuja več priložnosti za slovenska podjetja pri vstopu na tuj trg. Prav tako pa podpora inovatorjem tujini spodbuja njihovo nadaljne investiranje v Slovenijo. Slovenski inovatorji v tujini pripomorejo k ugledu in prepoznavnosti Slovenije ter postavljajo našo državo na zemljevid sveta. Dragi gostje, našo družbo v tem desetletju čakajo številni izzivi in velika preobrazba, da bomo uspešni v tekmi na globalnem trgu.
Inovacije bodo gonilna sila tega trajnostnega in konkurenčnega prehoda. Pri tem država mora in bo ustvarila spodbujajoče poslovno okolje, da lahko skupaj soustvarjamo novo realnost. Vas pa prosim, da nadaljujete z vašim izjemnim delom in tako ključno prispevate k spreminjanju Slovenije. Slovenija bo šla z vami naprej. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister, za vaše inspirativne misli in hvala lepa za lepo popotnico. Upam, da v bolj optimistično prihodnost in držimo pesti, da bomo res postali bolj vitalna država, ki bo osvojila svet. Slovenija je resnično butična dežela, ki pa ponuja ogromno priložnosti in izzivov in s temi izzivi pravzaprav ne samo, da spodbujamo našo inovativnost, ampak izzivi nam dajo možnost za reševanje, s katerimi pravzaprav dozorevamo. Včasih rešitev hitreje najdemo, če na problem pogledamo z distance, z razdalje. Kako pa na priložnosti in na izzive gleda profesor, raziskovalec, podjetnik, ki si je pri 10 letih namesto kolesa zaželel ustanoviti svoje lastno podjetje? Spoštovani gostje, gospod Aleks Jakolin, razkril nam bo zdaj širši pogled na inovativnost. Dobrodošli. Dober dan, najlepša hvala za to vabilo in to čast. Jaz bom poskušal malo povedati o enem takem hitrem pregledu, kje Slovenija je in hkrati mogoče tudi pokazati, da inovativnost ni samo v inovacijah glede izdelkov, ampak tudi inovacije glede okolja, v katerih ti izdelki nastajajo. Jaz sem zadnjih 10 let v glavnem podjetniških vodah. Na to pot sem se spravil, ko sem bil v New Yorku in sem se spraševal, da je pravzaprav Plato rekel, da je filozofija za po 60, ampak tam med 30 in 50 moraš pa služiti družbi. In sem se vprašal, kako najboljš služim tej družbi. In to je v bistvu boljši poslovni model za internet. Zdaj, skozi to pot sem se mogoče naučil malo razlik, recimo med ameriškim sistemom, Silicijsko dolino, kjer sem imel svojo prvo službo, in pa recimo tem slovenskim okoljem. In mogoče imam par idej in nasvetov, pa mogoče nekaj inspiracij, kako lahko skupaj delimo naprej. Torej, če pogledamo analizo ameriške univerze MIT, vodilne na področju recimo tehnologije, ocenjuje, da Slovenija je ena od svetovnih zgodb po uspehu. Dejansko Slovenija konstantno napreduje. Zanimivo je tudi to, da se ponavadi primerjamo z državami, ki nazadujejo, naprimer Švedsko. Ne primerjamo in ne zavedamo pa se, da imamo v soseščini države, ki napredujejo še hitrejše kot mi, naprimer Češka republika. Torej, gospodarstvo Slovenije dejansko po svoji raznolikosti in neke vrste rezilienci med vodilnimi na svetu. Nas v bistvu študirajo naokrog po svetu kot primer dobre prakse. Po drugi strani smo pa Slovenci v zadnjih letih zmeraj bolj nesrečni. A ni tukaj paradoks? Dejansko imamo en tak trend padanja zadovoljstva in to že kar zadnjih 4-5 let. In se spet moramo vprašati, zakaj? Kaj dejansko se tukaj dogaja? No, če pogledamo malo bolj podrobno, kar se dogaja, da imamo povečano percepcijo korupcije in imamo eno preveliko stopnjo sebičnosti. In če se osredotočimo na to kot na probleme in namesto sebičnosti sodelujemo in namesto korupcije gledamo, kako bomo rešili stvari z neko osebno odgovornostjo, namesto da rešujemo to skozi neke običajne sisteme velikih držav, bomo mogoče tukaj dosegli nek preboj. In kot inovatorji se lahko vprašamo, dajmo inovirati tudi sistem. V bistvu, tradicija, ki se včasih spotikamo čez njih, tradicije so inovacije, ki so prestale preizkus časa. In marsikatera tradicija ima neke svoje dobre razloge. V marsičem se mogoče lahko vrnemo k našim tradicijam. Ko gledamo
kako se države razvijajo v svoji zgodovini, je tukaj ena zanimiva analiza Machiavellija izpred 500 let. Je rekel, da vsaka država na neki točki postane toliko demokratska, da je v bistvu anarhija. In potem iz tega se rodi avtokracija, ki potem degenerira in tako naprej. In lahko bi to vzeli kot en naravni zakon, ampak ameriška ustava je pa v bistvu rekla, dajmo imeti mi vse te 3 najboljše sisteme hkrati. Dajmo imeti avtokracijo in eno izvršno oblast, pa vojsko. Dajmo imeti hkrati republiko, dejansko neko elito senatorjev in sodstva, ki skrbi za to, da imamo dobre zakone, ki se potem tudi izvršujejo. In dajmo imeti demokracijo, dajmo imeti predstavniški dom pa množico. In to ravnovesje je omogočilo Amerike, da postavlja svetovna globalna sila. To je bila inovacija. In kaj je bila inspiracija te inovacije? Bom še povedal. Ampak kar se je zdaj zgodilo, je posledica inovacij na drugem področju. V bistvu računalniški ekosistem je omogočil, da se je medij kot v bistvu sporočanje elite premaknil v sporočanje množice. In zato imamo zdaj v bistvu take in drugačne dogodke na ulicah, ki jih mogoče ne razumemo. Pač to je posledica inovacij v tehnologiji, ki je v bistvu dala demokraciji večjo moč in v bistvu na nek način spremenila to ravnovesje moči. Zdaj pa rabimo inovacije glede tega sistema, ki bo spet vzpostavil to ravnovesje. Dajmo pogledati, kje je Slovenija. Slovenija je majhna država. Slovenija je v bistvu miška. Miška se ne more zgledovati po slonu. Slon lahko počne marsikaj. Miška mora biti dobra miška. Miška mora tekmovati z drugimi miškami. In če bo dobra ta miška, bo potem mogoče postala kenguru. Ampak Slovenija se na nek način obuva v cokle tega, da kopira sisteme dosti večjih držav, kot je na primer Nemčija. Hkrati pa se ne zgleduje po državah, ki so majhne in učinkovite, kot na primer Singapur, Tajvan in tako naprej. Tako da moramo se tudi vprašati, kaj je pravzaprav ta naša prednost. Naša prednost je, da se lahko hitreje obrnemo. Naša prednost je, da se lahko vsi v tej državi zberemo v enem prostoru. Da lahko v bistvu v en prostor spravimo različne discipline, različna znanja. In na ta način lahko pridemo do tistega našega preboja, tiste naše posebne formule. Konec koncev ameriško ustavo so napisali takrat, kadar je bilo Američanov 2,5 milijona. In inovacija ameriške ustave je dejansko prišla iz Slovenije. To je Knežji kamen. In tam, to zgodbo, ki je mogoče vprašanje, če sploh v šolah učijo, zato sem slišal, ko je Clinton to zadevo omenil takrat, ko je prišel na obisk v Sloveniji. Ker je Thomas Jefferson, eden od očetov ameriške ustave, iz slovenske zgodovine, ki jo je hvalil celo papež tiste čase, dobil idejo, da dejansko mora biti ena simbioza med vladarjem in pa med ljudstvom. In ni eden nad drugim, ampak sta skupaj. Torej, vprašamo se, zakaj ni sprememb, zakaj smo tam, ker smo in zakaj v bistvu na nek način v našem zadovoljstvu tonemo. To je zaradi tega, ker smo razdeljeni. In na nek način se mi včasih zdi, da je inovativnost v Sloveniji molzna krava posebnih interesov. Super, da trdo delaš, si bomo razdelili vse, kar si naredil. Rešitev tega je, da se inovatorji združimo, ker ni samo gospodarstvo. Tukaj gre za inovacijsko gospodarstvo, gre za inovacijsko podjetništvo in tukaj je par predlogov, kaj lahko naredimo. Torej, startup v Ameriki je dejansko delniška družba. Zakaj delniška družba? Zaradi tega, ker je to majhno podjetje, ki bo postalo veliko. To ni majhno podjetje, ki bo postalo majhno. In se mora že na začetku nekako pripravljati na to, da bo veliko. Kot drugo, startup v Ameriki razdeli svoj delež med zaposlene. Zaposleni so na nek način partnerji in delničarji. Večina mojega dohodka kot podjetnik prihaja dejansko iz tega delneža, ne skozi denar. In tega razumevanja mogoče pri nas še ni. Tako da, na ta način, če bomo poskušali biti dobra in učinkovita in hitro se prilagajajoča majhna država, bomo lahko končali ta začarani cikel drsenja v nesrečo in se mogoče rodili v nekaj novega boljšega čez nekaj let. Najlepša hvala.
vaše besede, hvala za vaše videnje izzivov ter doseganja bolj ritmične ubranosti. Gotovo tudi vse ključne sestavine in recept za uspeh poznajo vsi letošnji nagrajenci, generacija inovatorjev 2021. Preden jih razglasimo, pa spoznajmo vse tiste, ki so jih soglasno nagradili. Ampak najprej se zahvalimo vsem tistim, ki ste nas podprli, da lahko sploh izvajamo ta slavnostni dogodek. Zahvaljujemo se obema nacionalnima partnerjema, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in javni agenciji Spirit Slovenija, promocijskemu partnerju, Slovenskemu podjetniškemu skladu in soorganizatorju letošnje inovacijske konference Društvu Vtis, Društvu v tujini izobraženih Slovencev. Velika zahvala pa gre predvsem regionalnim zbornicam. Vse prijavljene inovacije so bile namreč najprej ocenjene strani regionalnih komisij. Na letošnje razpise regionalnih gospodarskih zbornic je namreč prispelo kar 207 inovacijskih prijav. Vsi sodelavci regionalnih zbornic in člani regionalnih komisij si zaslužijo veliko zahvalo za vas njihov trud, čas, vloženo delo in energijo v ta edinstven slovenski projekt. Naj še to povem, da na nacionalni nivo se je uvrstilo 41 najboljših zlatih inovacij. Te so bile nato ocenjene strani 23 članske nacionalne komisije. Prepričana sem, da vse našteto si zasluži velikanski aplavz. Tudi sam slišim ta aplavz. Zdaj pa je čas, da pod žaromete postavimo tiste, zaradi katerih smo se nocoj zbrali, letošnje inovatorje. Najprej bomo podelili srebrno obarvana priznanja. Letošnja bera nacionalnih inovacij je bila namreč tako kakovostna, da bronastih ni. Na centralni oder vabim generalnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije, magistra Aleša Kantarutija in direktorico Slovenskega podjetniškega sklada, Majo Tomanič-Vidovič, ki bosta podelila srebrna priznanja. Prvo srebrno priznanje prejme ekipa podjetja For Innovations. Predstavnika vabim, da se nam pridruži na odru in prevzame priznanje. Naj ob tem povem, podjetje For Innovations je razvilo sistem Mark Ecosystem MES z aragonitnim zadrževalnikom za odpravo vodnega kamna v vodovodnih napeljavah in napravah priključenih na vodovod. Rešitev je edinstvena, saj preprečuje nalaganje vodnega kamna in čisti nanose starega vodnega kamna zgolj s pretokom vode. Čestitamo srebrni inovaciji. Zdaj pa na oder že vabim predstavnika. Hvala lepa. Nadaljujemo s podelitvijo in na oder že vabim predstavnika podjetja Adria Mobil, kjer so razvili integriran pametni sistem upravljanja avtodoma oziroma počitniške prikolice Mah. Rešitev omogoča upravljanje in nadzor avtodoma preko pametnega telefona in obenem deluje tudi kot lastna mobilna dostopna točka, vsebuje pa tudi obširno bazo interesnih točk z navigacijo. Vsi nagrajenci se lahko tudi nazaj posedete, tako da fotografirali smo vas in nadaljujemo s podelitvijo. Iskrene čestitke seveda. Naslednje priznanje bo sprejel predstavnik razvojne ekipe podjetja Atek za razvoj profesionalne žage Pipecut 220 Inox. Predstavnik naj pride na oder. Pipecut 220 Inox predstavlja novo generacijo orodij za rezanje cevi iz nerjavečega jekla. V primerjavi s predhodnimi rešitvami je bistveno bolj učinkovito, saj v enakem času omogoča tudi do 10-krat več rezov. Iskrene čestitke. Zdaj pa na oder že vabim predstavnika podjetja Bosio.
Nagrajena inovacija je plinsko ogrevana industrijska peč za žarjenje. Pravzaprav gre za dve peči, ki lahko delujeta samostojno in neodvisno ali pa združita se in delujeta kot ena celota. Zato je še posebej primerna za proizvajalce, ki imajo majhne serije različnih izdelkov in potrebujejo fleksibilnost v proizvodnji. Čestitke za srebrno inovacijo! Naslednje podjetje pa je tudi ET elektrarna oziroma, da ne bom prehitevala, v podjetju BSH, hišni aparati. V tem podjetju se ponašajo z inovativnim kuhalnim aparatom Cookit. Predstavnika podjetja prosim, da se nam pridruži na odru. Prvi napreden univerzalni kuhinjski aparat Bosch Cookit odlikuje najnovejša digitalna tehnologija in je rezultat 65-letnih izkušenj ter znanja podjetja pri proizvodnji univerzalnih kuhinjskih aparatov. Čestitke! Srebrno priznanje pa bomo podelili tudi podjetju Extera. Predstavnika vabim na oder. Morda še kratka obrazložitev. Briketi s komercialnim nazivom NI60 so izdelani z reciklažo odpadnega odbrusa, ki nastane v metalurgiji. Z briketi NI60 se lahko nadomestijo legure niklja in kroma. Ključna prednost pa je v tem, da briketi nastajajo v stranskem oziroma vzporednem postopku proizvodnje podjetja, s čimer podjetje sledi usmeritvi učinkovite rabe virov. Iskrene čestitke! In zdaj res. V podjetju ET Elektroelement so razvili kar dve inovativni rešitvi, ki sta si prislužili srebrno priznanje. Najprej na oder vabimo predstavnika ekipe, ki je v sodelovanju s podjetjem Hydria IA kompetenčni center industrializirala novo generacijo stikala EFI-P. Avtomatska montažna linija je plod razvoja tehnologije procesa montaže in kontrole, prilagojene za novo stikalo na diferenčni tok EFI-P2 in EFI-P4. Proces montaže in kontrole se skoraj v celoti izvaja avtomatsko, v procesu montaže pa poteka popoln nadzor vhodnega materiala in procesa montaže. Iskrene čestitke! In nadaljujemo s tem ritmom. Na oder vabim tudi predstavnika druge ekipe ET Elektroelement, ki je skupaj s podjetjem RC Enem razvila novo generacijo talilnih vložkov. Dobrodošli! Nova generacija visokonapetostnih talilnih vložkov z novimi talilnimi elementi in indikatorjem pregoretja s termičnim delovanjem zagotavlja najboljše razmerje med izgubno močjo in minimalno izklopno zmogljivostjo na tržišču ter racionalno porabo materijala. Čestitamo! Prejemnik naslednjega priznanja pa je Gorenje gospodinjski aparati. Predstavnike vabimo na oder. Lepo pozdravljeni! Srebrno inovacijo prejme za novo generacijo samostojnih hladilno-zamrzovalnih aparatov širine 600 mm ter višine 1,85 metra oziroma 2 metra. Aparati imajo zboljšane funkcije, ki omogočajo učinkovito delovanje, zagotavljajo podaljšano svežino hrane in hkrati omogočajo uporabniku zanesljivost, preglednost in enostavno uporabo. Zelo priročno, hvala lepa! In hitimo dalje k novemu priznanju. Prosim, če se nam na odru pridružijo predstavniki podjetja Hermi. Lepo pozdravljeni.
V podjetju Hermi so namreč razvili povezovalni element Fast Joint, ki omogoča hitrejše povezovanje kabelskih polic brez uporabe vijakov in orodja, kar prihrani do 40% časa. Primeren je za izdelavo spoja tipskih in odrezanih kabelskih polic brez dodanega galvanskega povezovanja. Čestitamo in hvala lepa! In če nadaljujemo, inovacija podjetja Hidria pa je izolacijski ojačevalec za pretvorbo signala senzorja tlaka. Predstavnike Hidrije vabimo na oder. Dobrodošli. Njihova inovacija sledi zahtevam proizvajalcev velikih ladijskih motorjev, ki zahtevajo galvansko ločitev senzorja od motorja in obenem tokovni izhodni signal. ISO-AMP omogoča uporabo nagrajene svečke s senzorjem tlaka pri praktično vseh motorjih z notranjim izgorevanjem. Čestitamo za srebrno priznanje. Naslednji nagrajenec je podjetje Intra Lighting, kjer so razvili inovativno svetilo Tracker. Predstavnika prosim, da se nam pridruži. Lepo pozdravljeni. In še kratka obrazložitev. Tracker je maksimalno fleksibilno in popolnoma vgradno svetilo, ki rešuje problem vgradne linijske razsvetljave v arhitekturi fluidnih oblik. Brezkompromisno izsledi v vse smeri in se z gibljivostjo hrbtenice povsem prilagaja različnim oblikam sten. Krivinam vgradnih površin, tako konveksnim kot konkavnim oblikam, se lahko prilagaja do minimalnega radija 0,5 metra. Čestitamo! Naslednje srebrno priznanje gre v roke predstavniku podjetju IQ Wood, Hidrija in Cafuta. Vsi dobrodošli! No, to priznanje je odličen dokaz, da pri snovanju prebojnih rešitev niso pomembni le močni razvojni oddelki znotraj podjetja, ampak predvsem sodelovanje. Še posebej navdihujoče je, kadar se v skupno zgodbo povežejo različna podjetja. Podjetje IQ Wood, Hidrija in Cafuta so razvili visoko produktiven stroj za mozničenje masivnih lesenih sten brez lepil, hkrati so vzpostavili tudi platformo za masovno proizvodnjo lesenih elementov s pomočjo licenciranih partnerjev širom Evrope. Iskrene čestitke vsem sodelujočim. Iskratel Cloud Platform pa je inovativna rešitev razvojne ekipe podjetja Iskratel. Dobrodošli! Ogromne količine podatkov, povezljivost ter oddaljene lokacije predstavljajo velike izzive. Iskratel Cloud Platform omogoča izgradnjo več zasebnih oblakov na oddaljenih lokacijah, ki uporabniku približajo računsko moč, avtomatizirajo delovanje ter skrajšajo čas obdelave podatkov. Čestitamo podjetju! Tudi iz podjetja Kolektor Group prihajata kar dve srebrni inovaciji. Zato na oder vabim predstavnika ekipe, ki je sodelovala pri razvoju izdelka Kolektor Liquishot. Kar izvolite. Izdelek odlikujejo značilnosti, ki so plod nove tehnologije, volumetričnih črpalk, uporabe brezkrtačnega motorja in ograjenih polimernih materialov, iz katerih so izdelani vitalni deli, kar omogoča uporabo zelo različnih medijev. Produkt se v primerjavi s konkurenčnimi napravami priznanih blagovnih znamk ponaša z do 50% nižjo težo, vir medija pa je lahko do 5 metrov nižje. Črpalka se lahko uporablja tako za čiščenje kot za naprševanje raznih tekočin. Čestitamo! No, druga inovacija pa je plod razvojne ekipe enote Kolektor Digital. Prosimo predstavnika, da pride na oder. Je že z nami?
Cordeja je učinkovit sistem za hitro, natančno in brezdotično odkrivanje oseb s povišano telesno temperaturo. Za podjetja in organizacije z velikim pretokom ljudi je v času pandemije COVID-19 nepogrešljiva pri preprečevanju hitrega širjenja okužb z novim koronavirusom in ostalih nalezljivih bolezni. Hvala lepa za to inovacijo. Naslednje srebrno priznanje prejme podjetje Covis. Predstavnike vabimo na oder. Lepo pozdravljeni. Enodelni zavorni disk, tako imenovani flex za železniška tirna vozila, je primeren za višje hitrosti ter optimalno zmogljiv zaradi kombinacije visoke toplotne učinkovitosti in nizkega zračnega upora. Vpeljuje revolucionaren dizajn nosilcev, ki zavornemu disku omogoča izboljšavo njegovih glavnih lastnosti. Hvala lepa in čestitamo. V letošnji nabor srebrnih inovacij sta prispevala tudi družba Krka. Prva je dvoslojna tableta za zdravljenje zvišenega krvnega tlaka. Predstavnike tega podjetja vabimo v družbo. Inovacija na področju zdravljenja zvišenega krvnega tlaka je kombinacija uveljavljenih sestavin, ki predstavljajo izziv tako z biofarmacevtskega kot stabilnostnega vidika. Ključna prednost za uporabnika pa je, da v eni tableti združuje dve učinkovini, ki delujeta sinergistično. Hvala lepa in čestitamo podjetju. Ampak še vedno smo pri podjetju Krka, namreč tudi druga inovacija prihaja iz podjetja Krka in prinaša izboljšave na področju zdravljenja zvišenega krvnega tlaka. Prosimo predstavnika te ekipe, predstavnico. Ste prva ženska med inovatorji na odru, ali sem prav videla? Inovacija je tableta s kombinacijo 3 uveljavljenih učinkovin za zdravljenje zvišenega krvnega tlaka. Inovacija uspešno združuje 3 zdravilne učinkovine, ki delujejo sinergistično v eni tableti, kar poveča tako učinkovito zdravljenja, kot tudi bolnikovo sodelovanje pri zdravljenju. Čestitamo! In zdaj že vabim predstavnico podjetja Kronoterm. Inovacija podjetja Kronoterm, ki si je prislužila srebrno priznanje in sicer zaradi toplotne črpalke voda Booster VPB. Še na kratko, toplotna črpalka Booster VPB je namenjena pripravi ogrevalne vode na ekstra visokem temperaturnem nivoju. Temperatura izstopne vode lahko presega celo 85 stopinj Celzija. Obenem omogoča izkoriščanje temperature na strani vira višje od 50 stopinj Celzija. V primerjavi s konvencionalnimi toplotnimi črpalkami je zagotovljena izredno visoka učinkovita priprava tople sanitarne vode in izkoriščanje odpadne toplote iz proizvodnih procesov. Čestitamo in gremo že dalje. Celovita proizvodna linija za izdelavo križno lepljenih elementov manjšega formata je inovacija podjetja Ledinek Inženiring. Predstavnika vabimo na oder. Gre namreč za prvo popolnoma avtomatizirano linijo, ki je namenjena komercialni uporabi in ki združuje delo ter znanje enega proizvajalca. Za zasnovo te linije je proizvodnja križno lepljenega lesa postala dostopna tudi manjšim podjetjem, katerim so obstoječe rešitve na trgu predstavljale previsoke stroške. Krasno! Čestitamo! Naslednje srebrno priznanje pa prejme Lek farmacevtska družba. Predstavnika Leka vabimo v družbo. Dobrodošli. Z inovativnimi pristopi je podjetje v preteklih letih razvilo in implementiralo avtomatizirane analitske procese v razvoju podobnih bioloških zdravil. Avtomatizacija omogoča analizo večjega števila vzorcev v krajšem času, kar vodi v zmanjšanje stroškov razvoja in prispeva k večji dostopnosti zdravil, izboljšanju zdravja in seveda kakovosti življenja ljudi.
Iskrene čestitke. In zdaj na oder že vabimo predstavnika podjetja Lek Veterina. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Prislužili ste si srebrno priznanje, in sicer srebrna inovacija VetZeo je z področja reje domačih živali ter se nanaša na živinorejsko uporabo, metodo in sestavo rodninskih dopolnilne krvne mešanice s kombinacijo zeolitov, beta-glukanov in naravnih botanično definiranih proizvodov. Iskrene čestitke. Pametno domače polnjenje električnih vozil pa je inovacija razvojne ekipe podjetja Mega M. Predstavnica že prihaja na oder. Lepo pozdravljeni. Megasmart HC je revolucionarna celovita storitev destinacijskega polnjenja električnih vozil, vključno s pametno polnilno postajo, povezano z inteligentnim sistemom, ki uravnava polnjenje v najbolj optimalnih intervalih, glede na stanje v internem in distribucijskem omrežju. S tem uporabniku omogoča stroškovni prihranek in hkrati optimalni energetski izkoristek. Čestitamo in hvala lepa. In če nadaljujemo, tudi pri naslednji inovaciji sta moči združili dve podjetji, in sicer Razvojni center NM in Steklarna Hrastnik. Predstavnike vabimo v družbo. Naredili so tako imenovano e-bottle in to je napredna steklena embalaža, opremljena z elektronskimi komponentami za komunikacijo kratkega dosega, razvitimi čitalniki ter vzpostavljenimi naprednimi storitvami, kar omogoča enoznačno identifikacijo embalaže, natančno spremljanje in sledljivost lastnih proizvodov in povezovanje deležnikov verige vrednosti ter neposredno interakcijo s končnim uporabnikom. Iskrene čestitke. Še nekaj priznanj nam je ostalo. C-Ravne Systems prejme srebrno inovacijo za razvoj novega naprednega orodnega jekla Rano Steel. Hvala lepa za aplavz. Še obrazložitev. Jeklo Rano Steel se ponaša z vrhunsko obrambno obstojnostjo. Z njim je podjetje poseglo v tržno nišo, kjer so do sedaj prevladovali izdelki iz Daljnega vzhoda. Na področju celotne EU, torej Evropske unije, in širše pa so trenutno edini proizvajalec omenjenega jekla. Čestitamo. Srebrna inovacija podjetja Skylabs pa je satelitska platforma NanoSky 1. Predstavnike tega podjetja vabimo na oder. Satelitska platforma NanoSky 1 druge generacije predstavlja eno najbolj razširljivih platform na vesoljskem trgu od segmenta nanosatelitov, ki tehtajo le nekaj kilogramov vse do velikostnega razreda mikrosatelitov. Danes opremlja že 4 konstelacijske misije, med drugim tudi konstelacijo v segmentu mikrosatelitov. Čestitke in tudi v vesolje naj se sliši. Sedaj pa na oder vabim predstavnika Steklarne Hrastnik. Lepo pozdravljeni. Srebrno priznanje prejme za inovativen tržinski pristop na medorganizacijskem trgu embalažnega stekla. Za inovativnim tržinskim pristopom je podjetje z lastnim oblikovalskim studijem pri kupcih generiralo potrebo po spremembi steklene embalaže. Odlično! Hvala lepa! In zdaj pod žaromete naj stopi tudi predstavnik podjetja TPV Automotive, ki ima v letošnjem tekmovanju kar 2 aduta. Na oder najprej vabimo predstavnika ekipe, ki je sodelovala pri razvoju. Dobrodošli! Podjetje je namreč v sodelovanju s kupcem Volvo
razvilo inovativen proces izdelave nosilca baterije za električen avto, ki poceni proizvodni proces in prispeva k manjšemu ogljičnemu odtisu izdelka. Z njim so bili izbrani za najbolj primernega dobavitelja aluminijastega nosilca baterije, ki je ključna komponenta avtomobila Volvo XC40 Recharge. Čestitamo. No, drugo srebrno inovacijo pa prejme TPV Automotive, tovarna iz Šentlenarta za inovacijo nosilca baterije s prečnim tesnilnim zvarom. Prosimo, predstavnik je že z nami, čestitamo. Naj povem, da je inovacija implementirana v električno vozilo enega izmed vodilnih proizvajalcev vozil. Z uporabo inovativne rešitve pa podjetje rešuje problematiko nezanesljivosti obstoječih rešitev. Hvala lepa. In zdaj gremo k zadnjemu priznanju. Rjavi ovojno embalažni papir iz recikliranega kartona pa je letošnja zadnja srebrna inovacija, ki jo je v inovativni ekosistem prispevalo podjetje Vipap Videm Krško. Dobrodošli! Naj povem, da gre za izdelek, ki je v celoti izdelan iz recikliranih vlaken odpadnega kartona. Proizvodnja predelave odpadnega kartona poteka na inženirsko modificirani tehnološki liniji po Dayking postopku, kjer se odstranijo prav vse nečistoče, ki so v odpadnem kartonu. Hvala lepa. Vsem zares iskrene čestitke. Tudi jaz se pridružujem tem čestitkam, čestitamo vsem prejemnikom srebrnih priznanj in hvala našima podeljevalcema tudi iz moje realnosti. Živimo v časih, kjer se je potrebno zavedati, da je ljubezen resnično močna gonilna sila. Ljubezen do okolja, do samega sebe, do ustvarjanja, do inovacij. Kako pomembna, kako močna in kako resnična je, pa vam bo v svoji ritmični pripovedi razkril tim glasbenih inovatork. Z nami so ubrane raziskovalke ritmov, Katrinas. Nekdo me ljubi, nekdo lahko, morda da to bil bi ti. Nekdo me ljubi, želela bi, da tvoj pogled mi sledi. Ko srečam te srce močno bije, ne opaziš, da obraz mi sije. Nekdo me ljubi, želela bi, da to si ti. Wap-doobie-doobie, wap-doobie-doobie, wap-wap-wap-doobie. Wap-doobie-doobie, wap-doobie-doobie, wap-wap-wap-doobie. Wind up, wind up, wind up, ooh, wind it up. Wind it up. Morda da to bil bi ti. Nekdo me ljubi, želela bi, da tvoj pogled mi sledi. Ko srečam te srce močno mi bije, ne opaziš, da obraz mi sije. Nekdo me ljubi, želela bi, da to si ti. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, pa smo prišli do vrhunca nocojšnjega popoldneva. Najpomembnejši akteri na odru bodo v naslednjih minutah kdo le kot zlati inovatorji in prejemniki posebnega nacionalnega priznanja za inovacijski izziv.
Predstavniki ekip, ki so se po oceni komisije uvrstile med najboljše inovatorje letošnjega leta, nam bodo timsko predstavili, kakšne izzive rešuje njihova inovacija, s kakšnimi rešitvami so odgovorili na te izzive, ter kako so prišli do rešitve. Tako je. Nik, Ja, kje si? Petra. Živijo, še enkrat. Vedno na tvoji strani, kot veš. Ker vem, da prihajata na oder dve zelo prijetni dami, ti prepuščam vabilo. Izvoli. Hvala. Na oder najprej vabimo ekipo VDC Zasavje, ki prejme posebno nacionalno priznanje za inovacijski izziv Inovacija, ki rešuje izzive COVID-19. Dragi dami, oder je vajin. Obrnil se je stran, ko me je videl. Na avtobusu me mladina zafrkava, ker sem invalidka. Bolj bi bilo, da se sploh ne bi rodila. Vsi imajo sam del z mano. Boli me, ko mislijo, da nič ne znam, da sem butl. Jezi me, ker me imajo za otroka in nič ne smem sama odločati. Ali ste vedeli, da so invalidi z intelektualno oviranostjo v Sloveniji še vedno pogosto socialno in delovno izključeni? To predstavlja kršitev njihovih temeljnih pravic in hkrati tudi visok družben strošek. Mi pa z VIP konceptom rešujemo to problematiko za 150 uporabnikov Zasavskega VDC-ja in ga širimo po Sloveniji. Kako gradimo VIP? Krepimo samozavest uporabnikov za vstop v družbo, s podpore ekipe Zasavskega VDC-ja, ki deluje s konceptom vključevanja, inovativnosti, povezovanja vsak delovni dan. Širimo uporabnikovo socialno mrežo s pomočjo projekta Mi Slovenije na VIP dogodkih, kar je seveda vključena SACEL ekipa. Dajemo smisel delu pod posebnimi pogojami z ustvarjanjem recikliranih izdelkov blagovne znamke Prešito, s šivanjem in razvojem oblačil Modern Beauty, kar je pa največ, dajemo pa uporabnikom občutek samozavesti, sprejetosti, vključenosti in konec koncev ponosa. Krepimo medsektorsko in medorganizacijsko sodelovanje voditeljev, učiteljev, otrok pod vodstvom trenerke kreativnega in vključujočega mišljenja Nastje Mulej. V najhujši krizi COVID v Sloveniji so se z VIP konceptom zaposleni VDC-ja hitro prilagodili novi organizaciji dela, pravočasno prišli do zaščitne opreme, sami šivali maske in prehitevali sistemske rešitve za preprečevanje širjenja okužb skupaj, seveda, zdravstvenimi domovi zasavskimi. S tem smo v letu 2020 prihranili neposredno 100 000 evrov proračunskega denarja, posredno pa gotovo več kot $500 000, saj nismo imeli nobene rdeče cone, nobene COVID hospitalizacije, niti nobene psihiatrične hospitalizacije. Povezali smo se z različnimi organizacijami z namenom bolj graditve, bolj vključujoče zasavske družbe in konec koncev naše slovenske družbe. Vključujoče, inovativno, povezano, vztrajno dosegamo cilje za dobro človeka in narave. Naj se VIP krepi, povežite se z nami, tudi vi. Tako da vabljeni, da se nam pridružite in povežete z nami in da lahko skupaj gradimo bolj vključujočo slovensko družbo. Hvala lepa. Res sta posebni dami, ampak želela bi si,
da ne bi bili posebni, ampak da bi bili standardni. To pomeni, da bi ta posebnost postala slovenska standardna norma. In prislužili ste si nesporno nagrado, zato vabim na oder ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška in predsednika Gospodarske zbornice Slovenije, gospoda Tiborja Šimonko. Prosim, da se nam pridružite in podelite priznanje. Dobrodošli. Gre namreč posebno nacionalno priznanje za inovacijski izziv. Iskrene čestitke ekipi VDC Zasavje. Naslednja ekipa, ki bo predstavila svojo zlato inovacijo, prihaja iz Elana. Izvolite. Melania, ti veliko smučaš in to po vseh celinah sveta. Kaj te pri teh potovanjih najbolj moti? Zagotovo me moti, da imam na letališču vedno sitnosti, ko pa pristanem na destinaciji, pa ugotovim, da smuči ne gredo v avto. Prenašanje smuči predstavlja problem, ki človeštvo muči že več kot 100 let. Prvi neuspešni poskusi izdelati zložljive smuči segajo že v čas Prve svetovne vojne. Izdelati zložljive, funkcionalne carving smuči, to pa je bil še poseben izziv. In ravno ta problem rešuje naš projekt Voyager. Elan Voyager so prve zložljive vsestranske carving smuči na svetu. Ne le, da omogočajo popolnoma novo izkušnjo, smučajo se kot čisto običajne smučke. Vsekakor je bil pa izjemen izziv, cilj, da so smučke popolnoma funkcionalne, da omogočajo izjemno enostavno hrambo, da omogočajo izjemno enostaven transport od doma do smučišča in največji zalogaj pa seveda to, da jih lahko čekirate kot običajno prtljago. Za zložljivo smučo je logično, da se ne sme zlomiti, vendar to ni bil največji problem. Največji problem je bil, kako oba dela smuče povezati na tako perfekten način, da ostane upogibna linija smuče nepoškodovana. Kot se ne da kolesariti s kolesom, ki ima poškodovano kolo, tako se ne da karvati smučo, ki ima poškodovano upogibno linijo. Da bi to dosegli, smo morali združiti veliko inovativnosti, s 75 let izkušenj, vse skupaj podpreti z najmodernejšimi računalniškimi orodji, ter seveda uporabiti najnaprednejše materijale. Tako je, hvala Vinko. Brezkompromisnost in pa vozne lastnosti je pa več kot brezkompromisno testiral tudi Filip Flisar. Za sam razvoj te smučke smo pa vključili ogromno strokovnjakov. Od strokovnjakov za računalniške stimulacije do mehanskih lastnosti, razvojnih konstrukterjev, kot tudi zahtevnih kompozitov in ne nazadnje tudi industrijske in produktne oblikovalce. Če smo pred četrt stoletja spreminjali dojemanje smučanja s carvingom, danes spet premikamo meje mogočega in spreminjamo dojemanje smučanja z zložljivimi carving smučmi. Hvala lepa. Čestitamo podjetju Elan in se zdaj pa res veselimo zime, prav zaradi vas. Gospoda bosta podelila, prosim, priznanje podjetju Elan oziroma predstavnikom. Namreč Elan, kot smo slišali, je pripravil revolucionarno rešitev, ki odmeva tudi že mednarodno in bo prav gotovo navdušila marsikaterega smučarja med nami. Mislim, da smo ujeli slavnostni trenutek. Hvala lepa. Dovolite pa, da zdaj že na oder povabim razvojno ekipo podjetja Domel.
Inovativnost na projektu vodne črpalke bi lahko opredelil na 3 nivoje. In sicer nivo izdelka, proizvodnega procesa ter inoviranje v procesu osvajanja izdelka in industrializacije. Električni avtomobili postajajo realnost mobilnosti v razvitem svetu. Tradicionalni proizvajalci so v tem videli priložnost in še pospešili raziskave in razvoj na področju elektrifikacije. Naš kupec Hela je tako povpraševal po motorjih za vgradno v svoj hladilni sistem baterij ter pogonskih elektromotorjih. Prej ni bilo nič. Nič, na kar bi se lahko oprli. Bili smo novinec na tem področju. Morali smo narediti vse od začetka. Nov koncept. To pomeni, da smo s kupcem razvijali, kakšen naj naš izdelek sploh bo. No, priložnost se na trgu ni pojavila kar tako. Strateška usmeritev Domela je namreč dvig dodane vrednosti, širitev produktnega portfelja ter razvoj novih proizvodnih tehnologij. In ko se je omenjena priložnost na trgu pojavila, je nismo več izpustili. Z izbiro materiala, posebno obliko smo zagotovili notranje hlajenje. S tem omogočili večji električni izkoristek, manjšo maso ali, če to prevedemo na nivo celotnega avtomobila, daljši domet. Rezultat inovativnosti sta 2 patenta. Na nivoju proizvodne linije pa kompleksni proizvodni sistem, kjer je razmerje med roboti in ljudmi 21:4. Velja omeniti tudi to, da je velik del proizvodnega sistema plod Domelovega znanja. Orodja, proizvodne linije, integracija in mantra. Mantra? Čakaj, kaj pa je to? Ja, mantra je del proizvodnega sistema, manufacturing traceability, ki nam omogoča 100% sledljivost parametrov in meritev. Tretja raven pa je odgovor na vprašanje, kako smo inovirali. Namreč tekom projekta smo ugotovili, da so ideje in prebliski relativno enakomerno porazdeljeni med delovni čas med ljudi. Bistvena pa je ugotovitev, da se ravno te ideje v pogovorih občasno ob kavnih avtomatih, v sejni sobi ali pa na delovnem mestu generirajo, kopičijo ali pa na koncu koncev tudi ovržejo. Bistveno je, da je le prava ekipa z dobro energijo ključ do takšnega projekta. In če velja verjeti prodajnim številkam, bo leta 2025 vsak 3. avtomobil, električni avtomobil, prodan v Evropi, opremljen z Domelovo inovacijo. Se pa še zdaleč ne ustavljamo, ampak s kupcem že razvijamo novo generacijo vodne črpalke, katere projekcijska količina je 3-kratnik te generacije. Lahko z gotovostjo trdim, da v Domelu kreiramo in ustvarjamo trende prihodnosti. Hvala. Predsednik Gospodarske zbornice in spoštovani minister, prosim za podelitev te prestižne nagrade in seveda iskrene čestitke nagrajencem. Še skupna fotografija. Hvala lepa. In če lahko nadaljujemo. Naslednja ekipa bo predstavila uporabnost inovacije, ki prihaja iz podjetja Iskra Pio. Izvolite, oder je vaš. Dežela pod Gorjanci. Veter zaveje po grebenu navzdol čez pleterski hrid, očisti dolino in bistri misli ustvarjalnih ljudi. Zdravo okolje, družina in delo. Ideje se stekajo v razvojne laboratorije podjetja, nastajajo pametne in visokotehnološke rešitve za izzive tega časa. Živijo, Benjamin. Kaj pa to pripravljaš? Živijo, Luka. Priključujem napravo, da očistiva ta prostor. O, sliši se zelo zanimivo. Ali ima naprava vgrajen najnovejši Pio Flash dekontaminacijski sistem?
Tako je, gre za inovativen in tehnološko dovršen način distribucije dezinfekcijskega sredstva v prostor. Čakaj malo. Kaj je pa tukaj tako inovativnega? Ta sistem generira zelo drobne kapljice vodikovega peroksida, ki so še manjše od megle in se enakomerno razporedijo po prostoru ter prehajajo vse pore in skrite kotičke. To predstavlja edinstven pojav in veliko prednost pred klasičnimi postopki dekontaminacije. Proces razvoja dezinfekcije in dekontaminacije poteka v Iskrapiju že skoraj 30 let. Benjamin, kaj je vzrok, da se začela razvojna pot PioFlash sistema? Luka, saj veš, kako je. Čas je denar, zato so farmacevtska podjetja od nas zahtevala, da bistveno skrajšamo obstoječe postopke dekontaminacije. Pa novo razviti sistem odgovarja na mikrobiološke zahteve, s katerimi se podjetja soočajo? Ja, prav gotovo PioFlash v popolnosti odgovarja tem zahtevam. Bistveno skrajšuje obstoječe postopke in povečuje mikrobiološko učinkovitost. Zanimivo pa je tudi to, da ima PioFlash sistem izjemen tržni potencial. Prav gotovo se ga da uporabiti tudi v ostalih napravah. Kaj meniš? Tako je. Sistem je uporaben za dekontaminacijo v zahtevni farmacevtski industriji, prav tako pa se ga v različnih izvedenkah linije izdelkov Dekon uporablja tudi v medicini, industriji, javnih ustanovah, turizmu ter tudi v gospodinjstvih, s čimer učinkovito preprečujemo širjenje virusa COVID-19. Kako pa je prišlo do same inovacije? Do te rešitve je prišlo z dolgotrajnim testiranjem in preizkušenjem široke palete različnih rešitev za kompleksne naprave. Do prenosa te inovacije na enostavnejše sisteme pa je prišlo ob začetku epidemije COVID-19. Benjamin, sedaj pa mislim, da je že čas, da pričnemo z dekontaminacijo prostora. Se strinjam. Hvala lepa za ta pogum, ne samo za znanje in modrost, ampak tudi pogum, zagotovo javni nastop to zahteva. Gospod minister in predsednik Gospodarske zbornice Slovenije vama bo podelil zlato priznanje. Čestitamo. Mislim, da bo to lep spomin, ki bo dobra iztočnica za nadaljne delo. Zdaj pa gremo naslednji zlati inovaciji, ki prihaja iz podjetja Castula. Prisluhnimo razvojni ekipi. Televizija se dolga leta ni spreminjala. Prva večja inovacija v industriji po katodni cevi se je zgodila s preklopom TV škatle na internet. S tem smo dobili video na zahtevo, Netflix, ogled za nazaj. Ta tehnološki preboj nam je vsem skupaj prinesel ogromno pozitivnega. Ampak tudi mi, tako kot vsi drugi, prevrtavamo oglase, ki za nas niso relevantni. Zdi se, da so oglaševalci ogromno izgubili. V Castuli smo prepričani, da je to priložnost za opustitev starih in neučinkovitih metod TV oglaševanja. Kot je že v 19. stoletju izrekel John Wanamaker, lastnik ameriških veleblagovnic, vem, da gre polovica mojega oglaševalskega denarja v nič, ampak žal ne vem, katera polovica je to. Tradicionalno TV oglaševanje ni vedno najučinkovitejše. Tako naprimer trgovina Jager seveda želi oglaševati na TV-ju, ampak ni ravno najučinkovitejše, da oglašuje tam, recimo v Kopru, kjer nima trgovin. Podobno Baby Center želi prikazati oglase družina z malimi otroki. Ali pa imamo veliko drugih primerov, ki lahko bolje izkoristijo to oglaševanje. Tradicionalno TV oglaševanje zahteva, da nekaj denarja vržete čez okno. S Castulo lahko ta denar porabite za nekaj drugega. Odkar smo na trgu, smo samo v Sloveniji več kot 100.000 gospodinjstvom servirali 7 milijonov oglasov slovenskih in tujih naročnikov. Trenutno lahko tovrstne oglase serviramo pri enem izmed slovenskih TV operaterjev, še pred koncem leta pa upamo, da bomo naš doseg podvojili.
Oglasnih kampanj pa nismo zgolj servirali, temveč jih tudi izmerili in analizirali. Tako smo v Turčiji z Alexo servirali 3 milijone interaktivnih oglasov, kjer so gledalci pustili svojo telefonsko številko in tako rezervirali termin za testno vožnjo. Na ta način je Lexus realiziral 239 testnih voženj in prodal 29 vozil v samo 3 tednih. Ciljano, merljivo in učinkovito. Zakaj? Zato, ker skupaj zasnujemo kampanje skupaj z vami. Kaštula smo skupina inovatorjev z več kot 7 leti izkušenj, ki poskrbimo, da plačate samo za tiste oglase, ki jih vidijo vaše ciljne skupine. Pri inoviranju je bil vključen vsak posameznik posebej, ki je prinesel svoje znanje bodisi iz TV industrije, digitala ali oglaševanja. In tako je nastala interdisciplinarna ekipa inovatorjev, ki je uspela rešiti vprašanje, kako za vraga spraviti digitalno oglaševanje na televizijo. Najlepša hvala vsem. Nik, kje si? Tule, vedno ob strani. Čestitam ekipi Kastula. Ste podeljevalci že podelili nagrade? Pravkar bodo. Odlično. Izvolite. Gospod minister in predsednik GZS-ja, boste imeli to čast. Zdaj pa bomo vsi mi z večjim veseljem gledali oglase. Hvala lepa. Mislim, da je čas, da na oder povabimo predstavnika ekipe Si Metal Ravne. Zdravo. Novak je klical Staloma, pa pravi, da se mu vložek pregreva. Ne more pa izdelati hladilnih kanalov in zato rabi drug material. Tu žal ne moremo kaj storiti. Saj imajo klasična orodna jekla za delo vročem precej podobne toplotne prevodnosti. Približno 35 W na meter Kelvina. Se pravi, da rabimo novo jeklo? Ja, ampak pazi, če ne bomo dovolj legirali, potem ne bomo dosegli ostalih lastnosti, kot sta trdota in popuščna obstojnost. Veš, ni dovolj samo visoka toplotna prevodnost. Prekaljivost bo tudi nižja, če ne bo kroma. Kaj pa, če bi izdelali orodno jeklo za delo vročem z magnetno mikrostrukturo, brez kroma in silicija, povišali bi vsebnost molibdena in dodali kobalt za bojno kamerno mikrostrukturo. Legirali bi tudi z niklom za doseganje večje prekaljivosti in žilavosti. No, to bi pa šlo in bi bilo za poskusiti. Dodamo še malo wolframa, za boljšo, da se juha zgosti, pa je to. Evo ga. Tu vidimo za orodje izdelano v talomaj iz 4 gnezdi. En vložek je iz našega novega jekla, 3 pa iz konkurenčnega jekla. Poskusi oganiti, kateri je naš na tem posnetku s termokamero. Pa že ta zgoraj desno, ki je najbolj bled oziroma najbolj hladen. Res je, ne glede na to, ali je notranje hlajenje vključeno ali ne. Spoštovane dame in gospodje, v okviru projekta Martina, kjer je sodelovalo 12 slovenskih podjetij in raziskovalnih inštitucij, smo v Si Metal Ravne razvili novo orodno jeklo za delo vročem Si-Therm S140R. Novo jeklo je že na trgu in prepričani smo, da se bo odlično prijelo. Hvala za vašo pozornost in lep večer še naprej. Pa še po metaluško. Srečno. Nas ste že prepričali, prepričana sem, da bomo zdaj samo še vzpostavljali jeklene vezi med vsemi nami in to iz vašega jekla. Izvolite, prosim, podelite zlato priznanje. Za vas pa prosim še za en bučen aplavz. Hvala lepa.
Predlagam, da gremo kar naprej in sicer težko pričakujemo že naslednjega predstavnika podjetja, ki bo prejelo zlato priznanje. Torej, pričakujemo predstavitev inovacije ekipe Danfoss Trata. Matjaž, Peter, pogovarjam se z našimi prodajniki. Ko gredo na obisk kupcem poleti, jim je vroče. Ko gredo pa po zimi, jih pa zebe. Ugotovili smo, da je težava v čistoči medija v njihovih ogrevalnih in hladilnih sistemih. Običajno ne dosegajo dovolj pretoka in vzrok je v nalaganju delcev na njihovi opremi. Kaj potrebujejo ventil, ki bo dovolj robusten in neobčutljiv na razmere v sistemu. Kaj pravi ta kolega? Kaj lahko naredimo? Potrebno je zagotoviti visoko zanesljivost delovanja v vseh pogojih. Kako bi lahko to dosegli? Fanta, tega na klasičen način ne bomo rešili. Razviti moramo regulator tlaka brez dinamičnega otesnila in zmanjšati vodilne površine zapirala. Poleg spremembe dizajna bi uporabili tudi drugačne materijale. Uporabi se kombinacija medenine in plastike, kar preprečuje nalaganje vodnega kamna na drsnih površinah. Za krožnike bi uporabili polimerne materijale, kar omogoča kompleksnejše oblike, hkrati pa tudi zniža ceno. Danfoss je znan po kakovosti, zato smo želeli teorijo preizkusiti tudi v praksi. Skupaj z Univerzo v Ljubljani smo razvili posebno merilno progo, kjer pospešeno odlagamo kalcijev karbonat na notranje površine ventilov. Na progi smo naredili veliko testov in hitro ugotovili, kaj ne deluje in seveda, kaj deluje. Z našo zagrizeno ekipo smo uspeli ustvariti izdelek, ki ni občutljiv na čistočo medija v ogrevalnih in hladilnih sistemih. Zanesljivo bo deloval skozi celotno življenjsko dobo. S tem smo si pridobili konkurenčno prednost in svetlo prihodnost, kar se že kaže v prodajnih številkah. Skupaj smo močnejši. Nik, spet smo te izgubili. Kje se skrivaš? Tu sem. Prepričan sem, da ekipa že dobiva svoje zasluženo priznanje. Res je? Potem vam dam še trenutek ali dva za fotografiranje, ker tega pa res nočemo zamuditi. Zdaj pa, če dovoliš, napovem naslednjo ekipo. Izvoli. Naslednja ekipa prihaja iz Hidrije in svojo inovacijo prispeva k zmanjšanju globalnega segrevanja. Kaj na razvoju elektronike? Ja, super, pravkar razvijamo novo elektroniko. Kako pa je pri vas v konstrukciji? Ja, odlično, skozi se nekaj dogaja. Veš, kaj sem zjutraj prebral? Prebral sem, da največja evropska termoelektrarna proizvede samo 1 promil vse električne energije, ki se jo porabi v svetu. Ob tem pa pokuri 1 tono premoga na sekundo. Ja, to pa je količina CO2, ki gre v ozračje. Ja, neverjetno. Pa veš, da 15% vse energije, ki se jo porabi, odpade na ogrevanje, hlajenje in klimatizacijo. V ta segment pa spadajo tudi naši ventilatorji. A si predstavljaš, koliko hrupa povzročijo vse te naprave? Pa koliko materijala se za to porabi? In ne nazadnje, kako se to na koncu reciklira? Ja, Matej, to je res neverjetno, ampak to samo še dodatno potrjuje odločitev, da smo šli v razvoj nove, energetsko bolj učinkovite družine ventilatorjev. Novi generaciji smo znižali porabo za 20%, podvojili življenjsko dobo in znižali nivo hrupa na polovico.
Brez optimizacije posameznih elementov, kot so elektromotor, elektronika in elise, nam tega ne bi uspelo. In hrup Matej, res ste odlično opravili delo na razvoju novih elis. Ja, hvala, Igor. Tudi brez vaše inovativne elektronike, v katero ste vgradili senzor vibracij, nam ne bi uspelo znižati hrupa. Veš, kaj pa meni najbolj všeč? Kaj? Všeč mi je, da nam je z inovativno rešitvijo uspelo pohladiti vse ključne komponente ventilatorja. S tem pa smo dejansko podvojili življenjsko dobo. Rešitev pa nam je uspelo tudi patentirati. Ampak to gotovo še ni vse, saj gre za zelo inovativen in zelen izdelek. Tako je. Brez tima elektronikov, mehanikov, testnih inženirjev, ne nazadnje tudi naših prodajnikov in nabavnikov, ne bi uspešno zaključili projekta. Zahvala gre tudi vsem našim zunanjim strokovnim sodelavcem, s katerimi smo skupnim znanjem in inovativnostjo zgradili električni motor, ki deluje na enak način kot motorji v električnih vozilih. In elise. Elise smo razvili skupaj z grafičnimi oblikovalci. Pri tem pa smo se zgledovali po oblikah iz narave, kot so krila ptičev, vodne kapljice in podobno. S tem pa smo še dodatno izboljšali aerodinamski izkoristek ventilatorja. Celoten ventilator pa lahko brezžično povežemo s pametno napravo, telefonom, ta pa nam na to javi, če je z njim kaj narobe in potrebuje popravilo. Ja, Igor, ne čudi me, da imamo toliko povpraševanja in da v proizvodnji komaj dohajamo z naročili. Ja, ampak to so sladke skrbi, ki jih bomo gotovo rešili. Tako je. Iskrene čestitke in obilo sladkih skrbi vam privoščimo. Gospod Šimonka, gospod Počivavšek, izvolite, da boste nagradili te lepe inovacije in seveda inovatorje, ki stojijo za temi rešitvami. Hvala lepa tudi fotografom, da nam omogočite lep spomin. Zdaj pa nadaljujemo. Ekipa podjetja Red Pitaja pa bo predstavila, kako njihova inovacija nadomešča številne drage laboratorijske inštrumente. Dobrodošli na odru. Ko ste videli naziv naše inovacije, ste se verjetno vprašali, kaj so to pravzaprav merilni inštrumenti in kje in zakaj se uporabljajo. Pa poglejmo par primerov. V proizvodnji se z merilnimi inštrumenti odpravlja napake na proizvodnih procesih ter zagotavlja kakovost izdelave izdelkov. V medicini se z meritvami diagnosticira bolezni in posledično rešuje življenja. Meritve signalov so torej prisotne povsod, a se le redko zavedamo, kako velik vpliv imajo te na naša življenja. Merilni inštrumenti signalov so bili v preteklosti dragi, veliki in zato dostopni le največjim raziskovalnim laboratorijem. Red Pitaja pa je tu postavila nove trende. Tako je, Red Pitaja pa je na trg postavila prebojno rešitev, ki nadomesti te drage inštrumente in jih naredi dostopne vsakomur. Samo nekaj trenutkih lahko Red Pitaja vašo tablico, telefon, računalnik s pomočjo spletne aplikacije spremeni v zmogljiv merilni inštrument. Red Pitaja torej demokratizira uporabo visokih tehnologij. Ker so naši izdelki majhni, prenosni in jih je mogoče upravljati nadaljavo, so med pandemijo raziskovalcem iz največjih inštitutov po svetu omogočili, da so svoje delo opravljali z domačih pisarn, študentom pa, da so laboratorijske vaje lahko opravljali od doma. Res smo zelo ponosni na širok spekter naših uporabnikov. Red Pitajini izdelki so med drugim pripomogli k temu, da nasini astronauti na mednarodni vesoljski postaji dihajo kvalitetnejši zrak. Raziskovalci na Antarktiki pa lažje proučujejo širjenje radijskih valov v ionosferi. Naša inovacija Signal Lab pomaga pri iskanju učinkovitih rešitev za zaščito in varovanje kreditnih kartic. Signal Lab je rezultat dela inženirjev z dolgoletnimi izkušnjami na zahtevnih področjih, kot so pospeševalniki osnovnih delcev.
Ni pa nujno, da vsaka inovacija konča na trgu kot uspešen izdelek. Nam je to uspelo s pomočjo velike in zelo aktivne skupnosti uporabnikov naših inštrumentov. Njihove želje in potrebe je naša prodajno-marketinška ekipa prevedla v specifikacije, ki so bile inženirjem osnova za razvoj izdelka. Iz Solkana, iz majhnega Solkana, smo osvojili svet in vesolje. Torej, ne obremenjujmo se z majhnostjo, ampak inovirajmo z zanosom. Bravo! Iskrene čestitke, tudi iz moje realnosti. Prepričan sem, da vam bosta gospod Počivalšek in gospod Šimonka vsak čas podelila priznanje. Mi pa smo prišli do zadnje letošnje zlate inovacije. Prihaja iz Radgonskih goric. Navdihujoče je, da tudi tako tradicionalna panoga, kot je vinogradništvo, sledi novim trendom in novi realnosti. Ekipa Oder je vajn. Svetloba je dobra. Ampak svetloba je tudi slaba. Saj, kar se peneči vin tiče, namreč penine so bogate na aminokislinah. In povezava le-teh z žveplenimi spojinami tvori neprijetne note. In to dokazujejo številne znanstvene raziskave. Take neprijetne arome so na primer tista po kuhanem zelju, tista po gumi ali pa celo po mokrem psu. Kaj, če bi se temu skušali izogniti? Kaj, če bi penino zaščitili pred svetlobo? Kaj pa, če bi penino napolnili v črne steklenice, zvakumirali v črne vrečke in tako popolnoma onemogočili dostop svetlobe do vsebine? Kaj pa, če bi celoten proces proizvodnje speljali v mraku? Kaj pa, če bi pri tem sodelovalo celotno podjetje in bi mi vsi s sodelavci, tudi direktor, potrgali grozdje v temi? Nastalo bi prvo peneče vino na svetu, pridelano po polni temi. Klavdija, si rekla prvo na svetu? Ja, prvo na svetu. Nastala je penina Untouched by Light. Ker najboljše stvari se zgodijo v temi. Prosim, če mi pomagate podeliti zlato priznanje. Iskrene čestitke tudi za zelo duhovito predstavitev. Iskrene in srčne čestitke prav vsem zlatim inovatorjem. Še enkrat prosim za aplavz. Spoštovani gostje, pred nami je še ena podelitev in sicer podelitev še ene prav posebne nagrade, zmagovalca recimo po glasu ljudstva. Podelil jo bo Andrej Lasič, pomočnik uprave za korporativno in investicijsko bančništvo v Novi Ljubljanski banki, ki ga vabim na oder. Gospod Lasič, dobrodošli med nami. Hvala. Spoštovani, v Novi Ljubljanski banki smo zavezani načelom trajnosti in dolgoročne vzdržnosti. To je krepitvi življenjskega standarda
in kvalitete življenja. Zato sem izjemno ponosen in zadovoljen, da letošnji nagrajenec za najinovacijo po izboru javnosti dela prav to. Izboljšuje kvaliteto življenja v svoji regiji. Od oddanih 9000 glasov javnosti je letošnji zmagovalec prejel več kot 2000 glasov. In letošnji zmagovalec po izboru javnosti je Varstveno delovni center Zasavje. Iskrene čestitke vsem. Spoštovano občinstvo, dovolite, da naj k temu dodam samo to, kako? Izvolite, beseda je vaša, seveda. Bi se rada vsem čestitala, vsem našem imenu, srebrnim, zlatim in vsi, ki so bili nominirani na vseh regijah. Po mojem rečem v imenu celotne ekipe, ko nas je res zelo različnih v ekipi, da jaz sem presenečena, smo pa hvaležni, da gre svet v to smer in da je bilo prepoznano, da je res kvaliteta življenja zelo pomembno življenje, dokler se nam ne zgodi, pa dokler ti ljudje nam niso bili, dostikrat ljudje tega ne vidijo. In se mi zdi, da je to res neka potrditev, sploh Špeli, ki je, rečemo temu, celo pa Špeli tudi, ko je nek vodja, pa nas je skupaj zbongala, po domače povedano, ampak sem vesela, da strmimo ne samo v materialni svet, ampak da gremo tudi v druge smeri. Tako da, hvala za vse. In naj morda k temu dodam, da samo v enem tednu, ne vem, če to veste, je bilo oddanih 8730, recimo 9000 glasov in za vas je glasovalo več kot četrtina. Tako da res iskrene čestitke. Tudi vam, gospod Lasič, iskreno hvala, ker ste dodali en kamen k našemu mozaiku. Mislim, da so fotografi že fotografirali, hvala lepa. Zdaj pa nadaljujemo naprej. Spoštovani gostje, spoštovani inovatorji, ponovno ste dokazali, da za vsakim velikim uspehom stoji ubrana ekipa, timski duh in da prav s tem timskim delom in močno ekipo je mogoče premikati meje. In lahko vam povem, da danes premikam meje tudi sama in to z lažjim srcem, ker imam ob sebi nekakšno zaslombo svojega sodelavca in prijatelja Nika. In zdaj ga kličem, da skoči iz virtualnega sveta, namreč najlepše vezi in najlepše ozračje se ustvari v kontaktu, v stiku med pridi Nik. A ga lahko malo opogumimo? Nik! Nik, hvala lepa, ker si skočil iz virtualnega sveta v analogni. Ampak mislim, povej, kakšno je ozračje, kaj občutiš? Ja, lepo vas je videti v 3 dimenzijah. Je bilo pa lepo biti z vami tudi nadaljavo, priznam. Ja, malce kulise si imel, to je pa res. Ampak za nama pa na odru čakajo naši nagrajenci, zlati nagrajenci. Zgleda kot nekakšen orkester. Kaj praviš? Definitivno. In v orkestru se zgodi najlepše, ko je usklajeno. Izvoli, Nik. Vem, na kaj namiguješ. Mislim, da smo pripravljeni za veliki finale današnje prireditve in vem, da lahko to naredimo v en glas. To ste danes že večkrat dokazali. Zato vas prosim, dragi nagrajenci, da nam še enkrat in zares
poveste slogan današnje prireditve oziroma celotnega leta. 3, 4, zdaj! Bravo! V en glas. Morda še bolj na glas, morda še z večjo energijo, da osvojimo svet. Dajmo še enkrat. Iztočnica. Še enkrat. Še enkrat. 3, 4, zdaj! Kadi se iz vas. Zadovoljna. Ja. Hvala. Petra, v vseh dimenzijah torej stojim ob tebi in z velikim veseljem na oder vabim gospoda Tiborja Šimonko, predsednika Gospodarske zbornice Slovenije. Predvsej nehvaležno je biti ta zadnji govorec, ker že traja, ampak taka prireditev, ker se mene tiče, bi lahko kar trajala in trajala. Spoštovani minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek, drage inovatorke, dragi inovatorji, cenjene gospe in spoštovani gospodje. Inovacija so edini način, da lahko zmagamo, je rekel svoje dni slavni Steve Jobs. Da smo danes tukaj v živo in preko spleta zbrani v takšnem številu na enem mestu, je svojevrstna zmaga. Zato ste v resnici zaslužni, lahko bi rekli tudi krivi, prav vi, inovatorke in inovatorji. Tiste skupine in posamezniki, ki stojite za 41 odličnimi inovacijami, inovacijami, ki so bile skrbno zbrane in predlagane izmed 207 ocenjenih inovacij, ki so v tem letu prispele na razpise regionalnih gospodarskih zbornic. Tokrat obeležujemo že 4. stoletje izbora in podeljevanja priznanj za inovacije na regionalni in 19 let na nacionalni ravni. Veseli me, da so med inovacijami, ki kandidirajo za najvišje priznanja, tako produktne in procesne, kakor tudi trženjske in družbene inovacije. To pomeni, da imamo v naši državi širok in pester nabor podjetij in organizacij, ki imajo ne le srčno željo, ampak tudi sposobnost inovirati na zares širokem področju. S tem pa se tudi ne bojim za prihodnost. Kajti inovativna podjetja so tista, ki bodo jutri ustvarjala novo dodano vrednost, nove možnosti za poslovanje. In s tem seveda so ustvarjala blaginjo za državo kot celoto. Moto današnje prireditve, nove inovacije, nova realnost, to prav gotovo nazorno prevzema. Pri tem pa se moramo zavedati, da sama inovativnost ni dovolj. Inovativnost je proces, ki pripelje do novega izdelka, storitve ali pa rešitve, ki se realizirajo na trgu. Poleg nje pa je za uspešnost podjetij potrebno še marsikaj drugega. Zato pa so potrebni zavzeti ljudje z vizijo, ki vidijo, kako naprej. Zato me še posebej navdušuje, da z inovacijami stojite skupine inovatorjev, ki se niste povezali samo med sabo v podjetjih, ampak ste aktivno sodelovali in razvijali tudi izven meja svojih organizacij. Tudi to je poseben pozitiven signal, da je odprto inoviranje nekaj, kar je močno prisotno in postaja del slovenskega inovacijskega ekosistema. Kot sem večkrat izpostavil, poudarim tudi tokrat. Posameznik danes ni več dovolj. Za razvoj odličnih inovacij so potrebne skupine povezanih in odprtih posameznikov. Današnji praznik inovativnosti je z inovacijsko konferenco, ki je trajala večji del dneva, jasno pokazal še eno pomembno stvar. Koliko naših izjemnih rojakov piše inovacijske zgodbe širom sveta in koliko Slovenk ter Slovencev ima pomembne vloge v mednarodnih podjetjih. Slovenija in Slovenci smo v širši evropski in svetovni družbi, torej pomembni in cenjeni. Slišali smo lahko, kaj se dogaja zunaj meja naše mlade države in kaj lahko naredimo, da bomo še boljši. Če to strnemo v nekaj besed, je to sodelovanje, povezovanje, enotnost, sprejemanje drug drugega, širok pogled, usmeren v prihodnost. Spoštovani inovatorke in inovatorji, iskrene čestitke. Bodite še naprej pogumni, iskreni in človek do
ljudi vedno vnovič in zopet in znova, kot je v svoji pesmi zapisal Tone Pavček. Čestitke še enkrat. Hvala lepa. In hvala lepa vam za poetičen zaključek, gospod predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. Hvala lepa. In ker smo se danes ponovno naučili, pa vendarle saj že vemo, da je v slogi moč, je, mislim, da zelo lepo in se spodobi, da se zahvalimo vsem sponzorjem letošnjega dneva inovativnosti, ki so NIK. Že omenjena nacionalna partnerja projekta, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in Spirit Slovenija. Soorganizator Društvo v tujini izobraženih Slovencev Vtis. Partner širjenja inovativnosti Nova Ljubljanska banka. Promocijski partner Slovenski podjetniški sklad. Zlati pokrovitelj Zavarovalnica Triglav. Srebrna pokrovitelja skupina Gen in Krka, tovarna zdravil iz Novega mesta. Ambasador inovativnosti in partner Speed Datinga Telekom Slovenije. Ambasadorja inovativnosti Danfo Strata in Adria Mobil. Bronasti pokrovitelj SIT, Slovenska izvozna in razvojna banka. Ter partner projekta Enterprise Europe Network. Hvala vsem sponzorjem in pokroviteljem. Ta aplavz pa bomo izkoristili, da pozornost spet preusmerimo na naše inovatorje in inovatorke. Danes ste vi v soju žarometov, zato vas prosim za še zadnjo skupinsko fotografijo. Prosim, vstanite. Naši fotografi pa bodo zabeležili ta trenutek, mi pa ga lahko podpremo z zvočno kuliso. Še zadnji, največji aplavz za vse naše inovatorje in inovatorke. Ne bodo vas videli, kar pridite naprej. Izvolite. Če vidite fotografe, potem tudi oni vidijo vas. Odlično. Po zvoku bliskavic in sprožilcev domnevam, da imamo fotografije. Imamo jih. Hvala vam. Hvala lepa, lahko tudi ostanete, noben problem. Mi bomo naredili samo še slavnostni epilog. Si za to, Nik? Absolutno. Spoštovani gostje, pa smo timsko, tudi v novi realnosti, prispeli na končno postajo, kjer pa se zgodba prihodnosti ne konča, temveč se šele začenja. V čast nam je bilo predstaviti in nagraditi letošnje najvidnejše inovacije, predvsem pa počastiti in osvetliti ekipe, ki stojijo za procesom kreiranja in inoviranja. Upamo, da ste na današnjem dogodku tudi sami dobili nekaj navdiha in motivacije, s katerima boste samozavestno vkorakali v nov jutri. Ne pozabite, inovacije resnično ustvarjajo novo realnost. Hitrost, moč in vidnost vala inoviranja pa ležijo v slogi tima. Vsi namreč vemo, da sami lahko naredimo tako zelo malo in da skupaj lahko naredimo veliko več. Draga Petra, dragi Nik, bilo mi je v čast. Meni pa ponos in v veselje. Vabim te, da se skupaj zazreva v luno, ki osvetljuje svetel in pozitiven jutri. Z veseljem, sicer pa, spoštovani gostje, hvala lepa, ker ste nam dali jasen signal, da se da. Hvala lepa za pozornost, lepo se imejte in srečno! Zlije naj zlato, posuje s prahom zvest.
za delo.